Vrtinec umetnega razdejanja razkriva črno zaveso političnih igric. Uspešno gledanje izza oči nas, državljanov, ni vedno preprosto opravilo. V svetu, kjer resnica izginja med oblaki dezinformacij in manipulacij, se razkriva zlovešča zgodba, ki sega globlje od naših najtemnejših strahov. Zgodba, ki razgalja umetno ustvarjeno degradacijo območij, nam je bližje, kot si lahko mislimo. Dobrodošli v svet uberizacije, svet, kjer se rušijo meje med resničnostjo in fikcijo. V ozadju razcveta uberizacije, ki ji rečejo tudi svet delitvene ekonomije in tehnološke revolucije, se skriva temačna skrivnost, ki razjeda temelje našega družbenega reda. Degradirana območja so postala zakleti prostori, kjer se igrajo umazane igre oblastnikov in manipulatorjev naroda. V skrivnostnih sestankih političnih mojstrov, tehnokratov in skrivnih akterjev se kuje načrt, ki obeta ustvarjanje delovnih mest, a obenem z uvajanjem aktivne uberizacije, to je delo od doma ali delo z lastnimi sredstvi za tuje podjetje ali korporacijo, jemlje preživetveno upanje in prihodnost državljanom. Sledi tih, a neizprosen proces umetne degradacije okolja. Naravne katastrofe, ki so se zgodile na videz brez vzroka, so zgolj krinka za nevidno vojno, ki se odvija pod našimi nosovi. Geoinženiring, skrbno načrtovana manipulacija vremenskih pojavov, je orodje, ki ruši infrastrukturo, oslablja gospodarsko rast in vnaša strah med prebivalstvo. Poplave, požari, potresi, vse to so igre vladarjev, ki za svoje cilje ne izbirajo sredstev. Kakšen je namen te podle igre? Ustvariti potrebo po rešitvah, ki jih imajo povzročitelji že pripravljene v svojih rokavih. Ustrahovanje prebivalstva, izsiljevanje, politični pritisk, vse to je del načrta, ki vodi do uresničitve skritih ciljev. Uberizacija postane sinonim za preobrazbo, v ozadju se skrivajo manipulacije, ki lahko spremenijo tok zgodovine. In potem se v ospredju pojavi figura, ki bi morala biti zavezana naši varnosti in blaginji. Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, s svojimi obljubami o podpori in solidarnosti, stopi na prizorišče, toda ali je njena vloga res tako preprosta? Ali se za njo skriva svinčena zavesa intrig, političnih igric in koristoljubja? Njene besede so morda le prazne obljube, namenjene zameglitvi resnice. Kakšno vlogo ima naš premier Robert Golob v tej mračni igri? Ali je resnično zgolj žrtev ali pa je vpleten v načrtovanje teh podlih strategij? Podeželski ekonomski model, ki naj bi spodbujal podjetništvo, se izkaže za le delček večje slike. Je le del očarljive fasade, ki zakriva resnično ozadje umetne degradacije območij. Vendar pa ta zgodba ne sme biti le trpka realnost, temveč tudi opomnik o naši vlogi kot državljanov. Resnica je globoko zakopana pod plastmi manipulacij, a skupaj lahko prebijemo to zaveso skrivnosti. Umetna degradacija okolja ne sme ostati nekaznovana, svetloba resnice mora preseči vse laži. Naša odgovornost je, da se ne pustimo ujeti v mrežo spletk in manipulacij. Naša družba, naša prihodnost je odvisna od tega, ali bomo zaznali to nevarnost in se ji postavili po robu. Ni dovolj, da se zgolj sprašujemo. Čas je, da ukrepamo, razkrijemo resnico in zahtevamo odgovornost. V svetu, kjer se resnica meša s fikcijo, je naša naloga, da odkrijemo resnico, ki se skriva za uberizacijo in umetno ustvarjeno degradacijo območij. Le tako bomo lahko ohranili integriteto naše družbe, zaščitili naše vrednote in zgradili prihodnost, ki bazira na pravičnosti, enakosti in resnični svobodi. Naša preiskava se nadaljuje, ko razkrivamo več plasti zlonamerne igre, ki se odvija za zaprtimi vrati moči. Geoinženiring, prefinjena in nevarna praksa, se izkaže za ključno orodje v rokah tistih, ki želijo izvajati svojo kontrolo nad usodo narodov. A v tej igri ni nič, kar bi se zdelo očitno. Spodnji svet nevidne vojne stanja razkriva svoje prave obraze. Politiki se izdajajo za zaščitnike, tehnokrati kot graditelji prihodnosti, a resnica je daleč od tega. Ustvarjanje degradiranih območij je le kos sestavljanke. Manipulacija vremenskih pojavov, kot jo omogoča geoinženiring, postaja orožje, ki pušča za seboj razdejanje. Korak za korakom razgrinjamo način,
kako se izkorišča razbito gospodarstvo, kako se izrablja prebivalstvo, kako se oblastniki igrajo s strahom. Uberizacija, izraz, ki je postal sinonim za nov način dela, skriva pravzaprav temno namero. Nastajajoči samostojni podjetniki se prelevijo v marionete v mračni predstavi, ki jo vodijo tisti, ki vlečejo niti. Seveda vedno v lastno korist in pogubo udeleženih uberistov, ki se z lastnimi sredstvi komaj prebijajo čez mesec. Predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, vstopa na oder, ali je resnično zaveznica ali pa zgolj lutka v tej groteskni igri. S svojimi izjavami sočutja in obljubami pomoči prihaja do prebivalcev, a kaj se skriva za lažnivimi besedami? Je resnična namera rešiti ali izkoristiti? Zdi se, da smo na prelomnici, ko moramo prepoznati zvijačnost in neresnice, ki nas obkroža. Čas je, da razgalimo tiste, ki stojijo v ozadju degradacije območij, ki poskušajo uničiti našo enotnost in svobodo. Skozi svetlobno režo drobnih političnih objemov, poljubov in sprejemov se kažejo napake, skozi katere se jasno vidi resnica, se zrcalijo pravi cilji, motivi in naklepne manipulacije v imenu dobrote, pomoči in varnosti. Saj vendar živimo v zelo nevarnem svetu, kaj ne? Vendar je dovolj. Ne moremo več biti zgolj pasivni opazovalci v tej igri. Resnica je orožje, ki ga moramo dvigniti. Naša odgovornost je raziskati, razkriti in zahtevati pravičnost. V zgodbi, ki se bere kot napeta kriminalka, imamo ključno vlogo, da razkrijemo tisto, kar se skriva v temi, kar prihaja iz temnega podzemlja in se kaže kot rešitev za pogubo naroda. Prepletanje interesov, vpliv političnih strategov, tehnokratske manipulacije, vse to je del vzorca, ki ga moramo prekiniti. Naše dejanje, naša vztrajnost bosta tista, ki bosta prekinila verigo umetne degradacije našega okolja in državljanov, ki se širi v naših občutljivih prostorih, predvsem družinah in poslovnem okolju. Vemo, da se za temi prefinjenimi potezami skriva resnična nevarnost. Nismo več pripravljeni biti marionete v rokah tistih, ki si želijo oblasti. Naša država, naša prihodnost sta v naših rokah. Skupaj bomo razgalili igralce v tej umazani, sicer lepo zapakirani kriminalni igri, razkrili njihove skrbne, lepe, humane, človeške, a vendar zlonamerne načrte in zgradili boljši jutri. Današnje ugotovitve dejstev, ki se berejo kot napeta kriminalka, nas opominjajo, da ne smemo več slepo verjeti, temveč preiskovati, razkriti in ukrepati. Umetna degradacija okolja, vpliv vremenskih pojavov, koristoljubje in izkoriščanje so osrednje točke naše preiskave, nas vodijo globlje v namerne intrige. Razkritje teh temačnih načrtov zahteva odločnost, pogum in vztrajnost. Poglobimo se še globlje, da odkrijemo zakulisje dogajanja. Skupaj se nocoj potopimo v svet, kjer manipulacija postaja orodje za dosego političnih ciljev. Geoinženiring ni več le abstrakten koncept, temveč resnično orodje, ki se uporablja za ustvarjanje kaosa in negotovosti. Zlonamerna praksa razdira temelje naše družbe, pušča brazgotine na naravnem okolju in vpliva na nas vse. Prebivalci, ki se zavedamo vpliva teh dejanj, smo postavljeni pred težke odločitve. Ali se bomo pustili zastrašiti ali pa bomo stopili skupaj in se uprli načrtni degradaciji ljudi in domačega okolja in države. Preteklost nas uči, da so bili ljudje vedno največji junaki v podobnih situacijah in zgodbah. Zavedati se moramo, da smo skupaj močnejši, kot si lahko predstavljamo. S spretnim prepletanjem dogodkov in razkritjem dejstev, ki jih mnogi ne bi želeli razkriti, se nam razkriva grozljiva resnica. Premišljena, časovno usklajena umetna degradacija okolja in vpliv vremenskih pojavov pred prihodom jeseni z uničenjem pridelkov in uničenega premoženja v celotni državi ni le posamezen pojav, temveč del načrta, ki ima globlje motive. Zdi se, da se stvari nikoli ne zdijo tako, kot se zdijo na prvi pogled. Medtem ko zgodba napreduje, se odpirajo nova vprašanja in uganke. Kdo so resnični gospodarji te igre? Kdo ima največ koristi od kaosa, ki ga povzročajo? Kdo so tisti, ki vlečejo niti za zavesami? Moramo se podati v nevarno igro mačke in miši, v kateri je vsaka odločitev usodna. Usodna za pogubo ali usodna za rešitev.
Tako obstaja pa tudi luč na koncu tega temačnega tunela. Kot vsaka dobra kriminalka nas nagovarja, da ne smemo izgubiti upanja. Resnica je mogočna sila, ki lahko razkrije vsako skrivnost. Ko bomo razkrili vsaj nekatere plasti zlonamerne igre, bomo imeli priložnost za spremembo. Zaključek te napete igre gospodarja nad ljudmi se lahko zaključi le, če bomo vztrajali in se ne bomo pustili zavajati. Komu bo gospodar gospodaril, če se osamosvojimo, če se osvobodimo strahu? Morda samemu sebi. To potem ni več gospodar. Je samo še izgubljena duša prepuščena sebi. Samo tako gospodarja lahko uničimo. Uničimo ga torej tako, mu odvzamemo sebe in pričnemo gospodariti sami seboj, povsem samostojno. Temu se reče suvereno odločanje. Razkrivanje resnice je torej naša osnovna dolžnost, je naša odgovornost do prihodnosti. Kot preiskovalci tega zapletenega gospodarskega, političnega, prikritega vojaškega in vremenskega primera se moramo zavedati, da smo mi in samo mi ključni za razplet dogodkov. Naša vztrajnost bo pretrgala zvitke, ki skrivajo ozadje dogajanja. Naša odločnost bo razkrila obraze tistih, ki si želijo nadzora. In naša edinost bo pokazala, da smo sposobni premagati tudi najtemnejše sile. Zato se podajmo na končni del te kriminalne zgodbe, ki nas bo pripeljal do razrešitve od TV gospodarjev, od gospodarjev iz časopisnih slik, od gospodarjev, ki so konstrukt v naših glavah. Skupaj smo dolžni vstopiti v zadnje dejanje te zgodbe, kjer se bo resnica končno razkrila in bo pravica prevladala. Prepričajmo se, da bo ta zgodba zapisana ne le v knjigah, temveč predvsem v zavesti vsakega posameznika, vsakega prebivalca, predvsem pa vsakega državljana Slovenije. Ker to smo. Hvala za vašo pozornost in se poslušamo naslednjo soboto.